Mi pa nadaljujemo na točko 19, to je sklep o potrditvi elaborata o oblikovanju cene storitve 24-urne dežurne pogrebne službe v občini Ormož za leto 2025. Poprosim za obrazložitev točke. Občina Ormož je 19. aprila 2022 podelila koncesijo za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v občini Ormož podjetju Aura iz Ormoža. Dejavnost je koncesionar pričel izvajati 1. maja 2022. Občinski svet Ormož je 11. aprila 2022 sprejel sklep o potrditvi elaborata o oblikovanju cene storitev 24-urne dežurne pogrebne službe v občini Ormož. Cena storitev znaša 75,38 evra na pokojnika brez davka na dodano vrednost in se do sedaj še ni spremenila. Uredba o metodologiji za oblikovanje cen 24-urne dežurne službe v 3. členu določa, da ceno storitve javne službe za območje občine predlaga izvajalec javne službe ter pošlje pristojnemu občinskemu organu elaborat o ceni storitve javne službe in predlog cene. Podjetje Aura je izdelal in nam dne 9. aprila 2025 predložil elaborat o oblikovanju cene storitev 24-urne dežurne pogrebne službe v občini Ormož za leto 2025. Elaborat vsebuje elemente, ki jih določa 9. člen uredbe o metodologiji za oblikovanje cen 24-urne dežurne službe. Pri oblikovanju cene so upoštevani standardi in normativi ter drugi ukrepi za upravljanje javne službe, kakor jih opredeljuje državni in občinski predpisi za javno službo. Cena je s priloženim elaboratom oblikovanju cene storitve oblikovana drugič. Predračunska cena 24-urne dežurne službe za prihodnje obračunsko obdobje znaša 82,70 evra brez DDV. V ceno je vključena minimalna urna postavka 2 zaposlenih dežurnih delavcev, prevzem pokojnika, prevoz do hladilnih prostorov, stroški energije, ki so potrebni za delovanje hladilnice, amortizacijo avtomobila in hladilnih prostorov, stroški čistilnih sredstev, zaščitnih sredstev, čiščenje in razkoževanje opreme, stroški vzdrževanja opreme ter drugi stroški. Predlagana cena upošteva minimalno zvišanje materialnih stroškov v primerjavi s ceno iz leta 2022. Hvala. To točka obravnava odbor za premoženje, finance in gospodarska vprašanja. Prosim predsednika za poročilo. Hvala za besedo. Odbor za premoženje, finance in gospodarska vprašanja se seznanil s sklepom o potrditvi elaborata oblikovanja cene storitve 24-urne dežurne pogrebne službe v občini Ormož za leto 2025. Se z njim strinja in predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme. Hvala. Hvala za poročilo. Odpiram razpravo. Želi kdo govoriti v imenu svetniške skupine? V svojem imenu? Ni prijavljenih. Potem lahko gremo na glasovanje o sklepu o potrditvi elaborata oblikovanja cene storitve 24-urne dežurne pogrebne službe v občini Ormož za leto 2025, ki je sestavljen v 5 točkah. V 5 točkah, mogoče samo zaradi javnosti, preberem prvi del točke. Občinski svet občine Ormož potrjuje priložen elaborat oblikovanja cene storitve 24-urne dežurne pogrebne službe v občini Ormož za leto 2025, ki ga je za izvajanje 24-urne dežurne službe kot obvezne občinske gospodarske javne službe na območju občine Ormož izdelal in predlagal izvajalec javne službe Aura d.o.o. Opekariška cesta 12270 Ormož. In po točko 2 občinski svet občine Ormož potrjuje ceno izvajanja storitve 24-urne dežurne pogrebne službe na območju občine Ormož. Cena storitve znaša 82,70 evra na pokojnika brez davka na dodano vrednost. Ugotavljam prisotnost. Zaključujem ugotavljanje prisotnosti. Kdo je za takšen sklep? Je kdo proti? Zaključujem glasovanje. Ugotavljam, da je 18 svetnic in svetnikov glasovalo za takšen sklep in nišče proti. S tem smo končali točko 19.
Prehajamo na točko 20, to je sklep o delni oprostitvi plačila komunalnega prispevka investitorjev Hitabo, Borut Krabonja, SP Podgorci 46A 2273 Podgorci. Pa prosim za obrazložitev točke. Investitor Hitabo, Borut Krabonja, SP iz Podgorc 46A je podal vlogo za delno oprostitev komunalnega prispevka, ki mu je bil odmerjen od novogradnje objekta Vila Blok Jaka na zemljišču s parcelno številko 1031/43 kao Ormož, to je v naselju pri Vinski kleti, v višini 13.822,17 evra. Investitor je k vlogi priložil dokazilo o registraciji gospodarske družbe, pravnomočno gradbeno dovoljenje, poslovni načrt in vse potrebne izjave. Podjetje je bilo ustanovljeno leta 2012, njegova glavna dejavnost pa so zaključna gradbena dela. Iz priloženega poslovnega načrta sta razvidna vrsta in višina investicije. Podjetju želijo razvijati in nadgrajevati dosedanje delo ter uspešno voditi poslovanje podjetja. Zaradi tega so se odločili za projekt izgradnje večstanovanjske stavbe, pritličje plus prvo nadstropje z ravno streho, v kateri bodo skupno 4 stanovanja, 2 stanovanji v pritličju in 2 v zgornji etaži, vsako stanovanje pa ima tudi svojo teraso. Vrednost celotne investicije bo znašala približno 750 tisoč evrov brez davka na dodano vrednost. Investitor je imel na dan oddaje vloge 5 zaposlenih delavcev. V okviru projekta in tudi drugih dejavnosti načrtuje ohranitev obstoječih delovnih mest. Na podlagi pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje malega gospodarstva v občini Ormož je investitor do delne oprostitve komunalnega prispevka upravičen za večstanovanjski objekt v mestu Ormož v višini 50%, do oprostitve pa ni upravičen za stavbo za funkcionalno dopolnitev oziroma UTO. Investitor je bil za objekt Vila Blok Jaka odmerjen komunalni prispevek v višini 13.685,90 evra, zato predlagamo, da se oprosti plačila komunalnega prispevka v višini 6.842,95 evra. Hvala. To točko je obravnaval Odbor za razvoj malega gospodarstva. Pa prosim za poročilo. Hvala za besedo. Odbor za razvoj malega gospodarstva se je seznanil s sklepom o delni oprostitvi plačila komunalnega prispevka investitorju Hitabo, Borut Krabonja, SP Podgorci 46A 2273 Podgorci, se z njim strinja in predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme. Hvala. Hvala. Koliko je slišati, smo vam danes za sejo tudi pripravili še malo glasbenega vložka med samo sejo. Jaz pa odpiram razpravo. Želi kdo govoriti v imenu svetniške skupine? V svojem imenu? Če ne, lahko preidemo na glasovanje o sklepu. To se pravi investitorja Hitabo, Borut Krabonja, SP Podgorci 46A 2273 Podgorci se delno oprosti plačila komunalnega prispevka po pravilu de minimis v višini 6.842,95 evra oziroma 50% od 100% pa enoti klasifikacije pravičeni vrsti objektov 3 in več stanovanjske stavbe, za katerega mu je bil odmerjen komunalni prispevek z odločbo številka 354-068/2024-2 z dne 21.5.2024 in sicer od novogradnje objekta Vila Blok Jaka na zemljišču s parcelno številko 1031/43 kao Ormož za priključitev na javno cestno in vodovodno omrežje, kanalizacijsko omrežje ter omrežje javnih površin v višini 13.822,17 evra za objekt Vila Blok Jaka oziroma 3 in več stanovanjske stavbe v višini 13.615,90 evra za stavbo za funkcionalno dopolnitev oziroma UTO pa v višini 136,27 evra. Ugotavljam prisotnost. Zaključujem ugotavljanje prisotnosti. Kdo je za takšen sklep? Je kdo proti? Zaključujem glasovanje. Ugotavljam, da je 17 svetnic in svetnikov glasovalo za takšen sklep in nišče proti. S tem smo končali točko 20. Prehajamo na točko 21. To je sklep o podelitvi priznanj občina Ormož za leto 2024. Pa prosim predsednico Kija za poročilo. Hvala za besedo. Na spletni strani občine Ormož je bil dne 4.3.2025 objavljen razpis za podelitev občinskih priznanj za leto 2024. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
je obravnavala naslednje predloge, in sicer upravni odbor Društva upokojencev Miklavž pri Ormožu predlaga Slavico Mihorič za občinsko priznanje, Turistično društvo Podgorci predlaga Nevenko Korpič za srebrno plaketo občine Ormož, Športna zveza občine Ormož predlaga Ivana Golob za zlato plaketo občine Ormož, Likovno kulturno društvo Likodo Ormož predlaga Marijo Minko Klemenčič za srebrno plaketo občine Ormož, Nova Slovenija občinski odbor predlaga sestro Joževo Ogulin za zlato plaketo občine Ormož, Nova Slovenija občinski odbor Ormož predlaga Marijo Glavenič za eno od občinskih priznanj, Kulturno-turistično društvo Miklavž pri Ormožu predlaga Leona Laha za zlato plaketo občine Ormož, Kulturno društvo Podgorci predlaga Vekoslava Prejac za zlato plaketo občine Ormož, občina Ormož predlaga kabelsko televizijo Ormož za zlato plaketo, občina Ormož predlaga Gasilsko zvezo Ormož za zlato plaketo občine Ormož, upravni odbor prostovoljnega gasilskega društva Velika nedelja predlaga prostovoljno gasilsko društvo Velika nedelja za zlato plaketo, občine Ormož, upravni odbor prostovoljnega gasilskega društva Trgovišče predlaga prostovoljno gasilsko društvo Trgovišče za zlato plaketo občine Ormož. Občina Ormož tako lahko podeljuje plakete posameznikom in pa pravnim osebam. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga občinskemu svetu občine Ormož, da sprejme sklep številka 1, da se za leto 2024 podelijo naslednja priznanja. Zlata plaketa občine Ormož za leto 2024 se podeli kabelski televiziji Ormož, zlata plaketa občine Ormož za leto 2024 se podeli Gasilski zvezi Ormož, zlata plaketa občine Ormož za leto 2024 se podeli prostovoljnemu društvu Velika nedelja in zlata plaketa občine Ormož za leto 2024 se podeli prostovoljnemu društvu Trgovišče. Komisija za mandatno vprašanje, volitve in imenovanja predlaga občinskemu svetu občine Ormož, da sprejme sklep številka 2, da se za leto 2024 podelijo naslednja priznanja. Zlata plaketa občine Ormož za leto 2024 se podeli Vekoslavo Prejac, srebrna plaketa občine Ormož za leto 2024 se podeli Leonu Laho in bronasta plaketa občine Ormož za leto 2024 se podeli Slavici Mihorič. Hvala za poročilo. Odpiram razpravo. Želi kdo govoriti v imenu svetniške skupine? V svojem imenu? Dr. Simon Kolmanič, izvolite. Hvala za besedo. Torej, jaz imam v zvezi z prvim sklepom nekaj vprašanj in pomislek. Se pravi, prvo vprašanje definitivno je to, kdo je občina Ormož. Je to župan? Je to občinska uprava, je to geografsko območje z vsemi občani. Če je to geografsko območje z vsemi občani, potem smo v tem zajeti tudi svetniki tega občinskega sveta. In smo torej mi tisti, ki smo predlagatelji. In torej, ali lahko potem v takšnem sklepu tudi glasujemo, saj smo v konfliktu interesov. Se pravi, tu bi definitivno bilo potrebno, da je predlagatelj, recimo ali občinska uprava, ali župan, potem dejansko te dileme ne bi bilo. Druga stvar pa so vloge, ki so prišle po preteku roka. Iz dokumentacije, ki smo jo dobili na mizo, pa jaz upam, da je točna, izhaja, da pač gasilski društvi nista predlagali pravočasno. Po drugi strani KVIAZ zavrača oziroma je zavrnil vloge Nove Slovenije, zato ker pač predlagatelji niso podali soglasja tistih, ki smo jih predlagali, brez da bi jim dali možnost, da bi to soglasje podali, zaradi tega, ker pač je bilo obvestilo dano pisno v nabiralnik, ki ga pač ne gledamo vsak dan.
Spravi, zakaj torej neki dvojni vatli, enkrat tak, drugič tak? Dajmo se odločiti. Kako? Jaz seveda vsem, ki občinska priznanja dobijo, seveda čestitam. Ne želim pa, da iz tega delamo potem neka dvojna merila, za ene tako, za druge tako. To pa ni v redu. Prosim, mogoče tule za neko pojasnilo v zvezi s tem. Ste končali, ne? Zdaj kot prvo, če pogledate predlagatelja, ne, piše občina Ormož z veliko, ne, občina, to se pravi kot institucija, ne. Neka pravna oseba, ve se, kdo je zastopnik, ne. Glejte, doktor Simo Holm, vrtimo se v enem krogu, če želite, bomo pa popravili, pa bo, ne vem, župan ali pa občinska uprava predlagatelj, ampak ne rabi, ker se ve, kdo je zastopnik občine Ormož. Kdo je zakoniti zastopnik? Občinski svet bo sedaj potrdil, ali se s temi plaketami strinja ali pa se ne strinja. Kaj še je bilo drugo vprašanje, je bilo okrog tiste zadeve, bomo malo pojasnili, ne? Kar se tiče okvija, to pojasnil vse. Izvolite. Hvala za besedo. Jaz bom zdaj pri fizičnih osebah pričela, predlagatelja Nova Slovenija, ker ste omenili dva vaša predloga. In sicer jaz moram povedati, da sem skrbno spremljala čisto vse vloge, ki so prihajale do roka na sami občini pri gospe Mateji Zemljak, ki me je vsaki dan obveščala, ali pa sem celo jaz prišla na občino, da sva ja pregledali, če kateri vlogi kaj manjka, da jih pozovemo k dopolnitvi. Pri vaši vlogi oziroma predlogu Nove Slovenije sta pri obeh vlogah manjkala soglasja. Soglasja predlagatelj mora priložiti na podlagi pravilnika. Midva oba sva sedela leta 2018 vnotri v tem občinskem svetu, ko smo spreminjali pravilnik, takrat še pod vodstvom vašega župana iz vaše stranke, na njegov predlog oziroma pobudo, ker se bi tisto leto zgodil neljubi dogodek, katerega bi, moram reči, da se lahko čisto vsi sramovali, tako občina kot KVIAZ in pa občinski svetniki. In predlog takratni je bil, da so soglasja nujna, ker gre povsem za osebne zadeve čisto vsakega posameznika, če želi prejeti občinsko priznanje ali ne. Moram povedati tudi, da so mene letos nekateri predlagatelji klicali, da bi želeli dobitnike teh priznanj presenetiti z eno izmed takih občinskih priznanj in sem jim rekla, če ne bodo priložili soglasja, da tudi takega predloga ne bomo obravnavali. Vaš predlog oziroma predlog Nove Slovenije je prišel na občino 24. aprila. Mateja Zemljak me je takoj poklicala in mi povedala, da manjkajo soglasja. Sem rekla, pridem do tebe v pisarno, da bova pogledali, kam vas lahko zaprosimo za dopolnitev vloge. Na samem predlogu ste imeli navedeni samo naslov Nove Slovenije, ki pa še je bil napačen. Naslov je bil od občine Ormož. Ni bilo ne telefonske številke, ne maila. Midve si nisva upale zlorabiti ne telefonske številke, ne maila, ampak sem rekla, pošljiva dopis na naslov Nove Slovenije. Tisti dan še je šel dopis iz občine Ormož, da vas pozovejo, da vam damo do 7.5. možnost dopolnitve te dveh vlog. 8. je zasedal KVIAZ, sem rekla tudi, če bo 8. prišlo soglasje, bomo to obravnavali na samem KVIAZ-u. Sama dopolnitev vloge ni prišla, je pa 19. maja prišla vaša predstavnica Nove Slovenije z listkom v roki na občino Ormož, vsa, ne vem, ali prestrašena, ali presenečena, ali kako bi lahko to rekla, da ne vejo, za kaj se gre oziroma kaj zdaj naj storijo. Takšen je bil postopek vašega predloga
za podelitev občinskih priznanj. Torej, mesec dni niste imeli časa. Mi smo vam dali 13 dni časa za dopolnitev vloga s soglasji in mi na KVIAZ-u nismo mogli obravnavati brez soglasja. To je prvo. Kar se pa tiče podelitve pravnim osebam, pa sem na samem KVIAZ-u takoj povedala, da so prišle vloge prepozno. In sem z vso mero spoštovanja do vseh teh prejemnikov priznanj uvrstila to tudi na dnevni red. Prevzemam vso osebno odgovornost, ne prelagam odgovornosti ne na župana, ne na občinsko upravo, še najmanj na KVIAZ, njim se lahko zahvalim, da so moj predlog upoštevali z obrazložitvijo, da smo lahko ponosni, da imamo v naši občini takšna društva, ki so generacije prejšnje pa zdajšnje veliko pripomogle k temu, da lahko danes praznujemo tako visoke jubileje. In lahko nam je res samo v ponos, da imamo takšne pridne in delovne ljudi v naši občini. Hvala. Zdaj, dr. Simon Kolmanič, dodatna pojasnila zahtevate? Ja, seveda, prosim. Torej, gledajte, gospa predsednica, kaj piše tule, piše NSOI, se pravi, če niste vedeli, na koga bi se obrnili, bi se lahko obrnili na mene, imate mojo telefonsko številko, imate mojo elektronsko pošto. Če bi me opozorili, bi jaz opozoril predlagatelje in zadeva bi bila rešena. Se pravi, ne gre se za to, da niste vedeli, koga bi opozorili, gre se za to, da tega niste hoteli narediti. In torej, govorimo res o tem, da imamo tokrat, da delamo z dvojnimi vatli, enkrat to delamo tako, drugič to delamo tako, odvisno, ali nam je predlagatelj všeč ali ne. Dr. Simon Kolmanič, nehajte s tem, prosim, pa zavajati ljudi. Povedal vam bom samo eno, samo da vas prekinem zdaj, ker vseeno vodim to sejo. Glejte, tako ste vi prej učitali občine Ormož po zastopniku, ne? Kako ne vemo, da ste vi znotraj Nove Slovenije, vi ta predlog dali? Ja, mogoče pa ste imeli glasovanje, gledajte, pa se vi s tem predlogom niste strinjali, pa se večinsko Nova Slovenija strinjala. Gledajte, mi ne smemo to zlorabljati. In predsednica vam je lepo povedala. Ne bomo zlorabljali in pa na svojo roko preko mobitelov in pa mailov kontaktirali, vkolikor na vi teh kontaktov ne podate. Imeli smo samo vaš fizični naslov poštne in na ta fizični poštni naslov ste tudi dobili, se pravi, pobudo oziroma predlog za dopolnitev same vloge. In tu se ne gre noben dvojni vatl. Imeli ste 13 dni časa, kot je bilo povedano. Tako da ne prelagajte nekih zadev, ne enačite nekih zadev, ker so primeri čisto druge so primeri. Ja, ene spoštujete, druge pa ne. Ne, ni to res. Glejte, ne obrnite nekih zadev, mi spoštujemo vse ljudi. In kako dolgo mu jaz župan, bomo spoštovali vse občanke in občane. Nikoli nisem delal razlike in nikoli jih ne bom. Zato tudi tu sedimo v občinskem svetu, brez koalicije pa opozicije, ampak delamo projektno. Na kratko še mogoče kaj dodati, drugače. Jaz bom še enkrat poudarila, tu gre samo zgolj za politično obračunavanje, nikoli pa nismo na KVIAZ rekli, da katere vloge ne bi obravnavali, dopolnitve smo dali, to pa, kar pa vi govorite, pa vam lahko čisto vsi člani KVIAZ potrdijo, da temu ni tako, kot vi govorite. Hvala. Zdaj drugih prijavljenih ni, tako lahko preidemo na glasovanje. Se pravi, za sprejetje imamo dva sklepa. In sicer prvi sklep je, za leto 2024 se podelijo naslednja priznanja. Zlata plaketa občine Ormož za leto 2024 se podeli Kabelski televiziji Ormož, zlata plaketa občine Ormož za leto 2024 se podeli Gasilski zvezi Ormož, zlata plaketa občine Ormož za leto 2024 se podeli Prostovoljnemu gasilskemu društvu Velika nedelja, zlata plaketa občine Ormož za leto 2024 se podeli Prostovoljnemu gasilskemu društvu Trgovišče. Potem pa še imamo sklep, kjer imamo posameznike. Pa glasujemo prvo v tem sklepu. Ugotavljam prisotnost. Zaključujem ugotavljanje prisotnosti. Kdo je za takšen sklep?
Je kdo proti? Zaključujem glasovanje. Ugotavljam, da je 12 svetnic in svetnikov glasovalo za takšen sklep in eden proti. Potem pa še imamo en sklep za glasovati, to se pravi, za leto 2024 se podelijo naslednja priznanja. Zlata plaketa občine Ormož za leto 2024 se podeli Vekoslavu Prijacu, srebrna plaketa občine Ormož za leto 2024 se podeli Leonu Lahu in pa bronasta plaketa občine Ormož za leto 2024 se podeli Slavici Mihorič. Podajam takšen sklep na glasovanje, ugotavljam prisotnost. Zaključujem ugotavljanje prisotnosti. Kdo je za takšen sklep? Je kdo proti? Zaključujem glasovanje. Ugotavljam, da je 16 svetnic in svetnikov glasovalo za takšen sklep in nišče proti. S tem smo tudi tak sklep izglasovali. Zaključili točko 21, prehajamo na točko 22, sklep o dopolnitvi sklepa cenika za tržnico in sejme v Ormožu. Med nami prav lepo pozdravljam predstavnico Javnega zavoda za turizem, kulturo in šport in prosim za obrazložitev točke. Lep pozdrav vsem skupaj. Predlagamo oprostitev plačila prodajnih prostorov na tržnice Ormož, prireditvah in sejmih, organiziranih na območju občine Ormož za ponudnike s certifikatom teritorialnih kolektivnih znamk, vzpostavljenih po modelu izvorno slovensko. Spoštovani, kot upravljalec tržnice Ormož in teritorialne kolektivne znamke Jeruzalem Slovenija na Javnem zavodu za turizem, kulturo in šport občine Ormož, predlagam, da se ponudniku, ki so prejemniki tega certifikata, oprosti plačilo prodajnih prostorov na omenjenih prireditvah, na tržnici in na sejmih. Utemeljujemo tako, da ponudniki, ki so uspešno pridobili certifikate teritorialne kolektivne znamke v Sloveniji, spostavljene po modelu izvorno slovensko, sledijo jasnim smernicam kakovosti in razvoju lokalne destinacije, predstavljajo najvišji standard lokalne ponudbe, ki temelji na tradiciji, avtentičnosti ter trajnostnem pristopu. Njihovi visokokakovostni pridelki in živilski izdelki niso le ponos lokalne skupnosti, temveč tudi učinkoviti promotorji destinacije na lokalnem in širšem slovenskem ter mednarodnem prostoru. V želji, da spodbudimo tudi druge lokalne ponudnike vključitvi v sistem certificiranja in s tem k še večji prepoznavnosti in kakovosti lokalne ponudbe, predlagamo, da se certificirane ponudnike oprosti plačila prodajnih prostorov na tržnici Ormož na prireditvah in sejmih. Vključili smo tudi strošek prodajnih prostorov. Na tržnici Ormož poprečno letno prodaja 7 ponudnikov. Cena prodajnega prostora je 1,5 evra na tekoči meter, torej za njihov strošek je 3 evra na prodajni dan. Na sejmih pa prodajajo poprečno 1 do 3 ponudniki s certifikatom iz celotne Slovenije za enkrat. Cena prodajnega prostora je pa 10 evrov na tekoči meter, torej je za njih strošek 20 evrov na prodajni dan. Oprostitev plačila prejemnikom certifikata teritorialne kolektivne znamke izvorno slovensko pospešuje dvig kakovosti življenja in ponudbe na območju občine Ormož in destinacije Jeruzalem Slovenija, spodbuja razvoj in nadgradnjo najvišje lokalne kakovosti na tržnici Ormož, prireditvah in tradicionalnih sejmih, na Cvetni petek, Jakobov in Martinov sejem, povečuje udeležbo ponudnikov in raznolikost ponudbe na tržnici, na prireditvah in na sejmih, ter povečuje število in zadovoljstvo obiskovalcev na dogodkih. Cilj aktivnosti brezplačne uporabe prodajnih prostorov je, da ima občina Ormož na tržnici Ormož več ponudnikov s certificirano ponudbo najvišje lokalne kakovosti na nacionalnem nivoju, da ima občina Ormož prireditve in tradicionalne sejme s certificirano ponudbo najvišje lokalne kakovosti na nacionalnem nivoju. Zato občinskemu svetu predlagamo, da sprejme to odločitev dobro razvoja in nadgradnja lokalne ponudbe, saj bomo s tem ukrepom podprli obstoječe certificirane ponudnike ter hkrati motivirali nove, da se vključijo v skupno vizijo kakovostne, povezane in trajnostne destinacije. Hvala. Hvala. To točka je obravnaval Odbor za premoženje, finance in gospodarska vprašanja. Prosim predsednika za poročilo. Hvala za besedo. Odbor za premoženje, finance in gospodarska vprašanja se seznanil s sklepom o dopolnitvi sklepa cenika za tržnico in sejme v Ormožu, se z njim strinja in predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme. Hvala. Hvala za poročilo. Odpiram razpravo. Želi kdo govoriti v imenu svetniške skupine? V svojem imenu?
Dr. Simon Kolmanič, izvolite. Hvala za besedo. Torej, moram reči, da gre za pohvale vreden predlog. Dejansko se strinjam z vsem, kar je bilo povedano v obrazložitvi in seveda samo bi spodbudil predlagatelja, da še mogoče kakšno podobno akcijo izvede, ker dejansko to samo koristi občini Ormož in njenim prebivalcem. Hvala lepa. Hvala. Drugih prijavljenih ni. Lahko pridemo na glasovanje o sklepu. Sklep o ceniku za tržnico seme v Ormožu, številka 301-8/2017-07/9 z dne 4.9.2017 se doda nova točka 2, ki se glasi: za ponudnike certifikatom teritorijalnih kolektivnih znamk, spostavljenih po modelu izvorno slovensko, je uporaba prodajnih prostorov pod zaporedno številko 2 in 3.1 tega sklepa brezplačna. Ugotavljam prisotnost. Zaključujem ugotavljanje prisotnosti. Kdo je za takšen sklep? Je kdo proti? Zaključujem glasovanje. Ugotavljam, da je 15 svetnic in svetnikov glasovalo za takšen sklep in nišče proti. S tem smo končali točko 22. Se zahvaljujemo za prisotnost. Mi pa gremo na kadrovske zadeve. Pa prosim predsednico Pijaza. Hvala za besedo. Članu komisije za vloge in pritožbe Dušanu Dovečarju je zaradi odstopa prenehalo članstvo v komisiji. Dušan Dovečar je bil imenovan v komisijo za vloge in pritožbe na predlog stranke Gibanje Svoboda. Gibanje Svoboda je podala predlog za imenovanje nadomestne članice Marte Munda. Komisija za mandatno vprašanje volitve in imenovanja predlaga občinskemu svetu, da sprejme sklep, da Dušanu Dovečarju prenehalo članstvo v komisiji za vloge in pritožbe in da se nadomestno članico v komisijo za vloge in pritožbe imenuje Marta Munda iz stranke Gibanje Svoboda. Hvala za poročilo. Odpiram razpravo. Želi kdo govoriti v imenu svetniške skupine? V svojem imenu ne. Potem prehajamo na glasovanje o sklepu. Občinski svet Ormož ugotavlja, da je Dušanu Dovečarju zaradi odstopa prenehalo članstvo v komisiji za vloge in pritožbe. Za nadomestno članico v komisiji za vloge in pritožbe se imenuje Marta Munda. Ugotavljam prisotnost. Zaključujem ugotavljanje prisotnosti. Kdo je za takšen sklep? Je kdo proti? Zaključujem glasovanje. Ugotavljam, da je 17 svetnic in svetnikov glasovalo za takšen sklep in nišče proti. Prehajamo na točko 24, to so premoženjsko-pravne zadeve. Poprosim za predstavitev točke. Obe dve skupaj lahko? Ja, lahko, kar obe skupaj. Ja, pri točki A gre za nepremičnine s parcelno številko 677/2 v izmeri 5612 kvadratnih metrov kao trgovišče, 570/8 v izmeri 35 kvadratnih metrov kao Senežci, 570/11 v izmeri 40 kvadratnih metrov kao Senežci, 570/12 v izmeri 27 kvadratnih metrov kao Senežci in 570/13 v izmeri 7 kvadratnih metrov kao Senežci. Nepremičnine so v zemljiški knjigi vpisane kot javno dobro, s tem sklepom prenehajo biti javno dobro in postanejo last občine Ormož. V prvem primeru pri zemljišču v kao trgovišče je podana vloga za najem oziroma za nakup zemljišča. Pri nepremičninah v kao Senežci je v prvih dveh primerih podana vloga za zamenjavo, ostali dve nepremičnini pa še bosta na razpolago za odkup lastnikov, ki mejijo na ti dve parceli.
V točki pod točko B pa sta nepremičnini s parcelno številko 520/2 v izmeri 41 kvadratnih metrov kao Ormož in 37/4 v izmeri 78 kvadratnih metrov kao Veličane. Ti dve nepremičnini sta v zemljiški knjigi vpisani kot v lasti občine Ormož, vendar imata zaznambo javnega dobra. S tem sklepom se jima zaznamba javnega dobra izbriše. Zdaj v skladu z 262. členom, v povezavi z 260. členom Zakona o urejanju prostora se lahko nepremičnini status javnega dobra vzame, če ne služi več svojemu namenu, za katerega je bil status podeljen z ugotovitveno odločbo, ki jo na podlagi sklepa občinskega sveta po uradni dolžnosti izda občinska uprava. Hvala. To točka obravnava Odbor za premoženje, finance in gospodarska vprašanja. Prosim predsednika za poročilo. Hvala za besedo. Lahko obe točke, ne? Lahko kar obe dve se združijo. Pod to točko smo sprejeli dva sklepa, in sicer sklep številka 1, Odbor za premoženje, finance in gospodarska vprašanja se seznanil s sklepom o ukinitvi statusa javnega dobra za nepremičnino s parcelno številko 677/2 katastrska občina Trgovišče in 570/8, 570/11, 570/12 ter 570/13. Vse katastrska občina Senesci se z njim strinja in predlaga občinskem svetu, da ga sprejme, in pa sklep številka 2. Odbor za premoženje, finance in gospodarska vprašanja se seznanil s sklepom o ukinitvi statusa javnega dobra za nepremičnino s parcelno številko 520/2 katastrska občina Ormož in 37/4 katastrska občina Veličane. Se z njim strinja in predlaga občinskem svetu, da ga sprejme. Hvala. Hvala za poročilo. Dajem kar obe podtočke v razpravo. Želi kdo govoriti v imenu svetniške skupine? V svojem imenu? Če ne, lahko preidemo na glasovanje, in sicer prvo v sklepu o ukinitvi statusa javnega dobra. S tem sklepom se ukine status javnega dobra za nepremičnine s parcelno številko 677/2 v izmeri 5612 kvadratnega metra kao 330 Trgovišče, 570/8 v izmeri 35 kvadratnih metrov kao Senesce, 570/11 v izmeri 40 kvadratnih metrov kao Senesce, 570/12 v izmeri 27 kvadratnih metrov kao Senesce, 570/13 v izmeri 7 kvadratnih metrov kao Senesce. Ugotavljam prisotnost. Zaključujem ugotavljanje prisotnosti. Kdo je za takšen sklep? Je kdo proti? Zaključujem glasovanje. Ugotavljam, da je 16 svetnic in svetnikov glasovalo za takšen sklep in nihče proti. Potem pa še imamo sklep o ukinitvi statusa javnega dobra. S tem sklepom se ukine status javnega dobra za nepremičnino s parcelnimi številkami 520/2 v izmeri 41 kvadratnih metrov, katastrska občina Ormož, 37/4 v izmeri 78 kvadratnih metrov, kao Veličane, vpisani vlast občina Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož z zaznambo javnega dobra. Ugotavljam prisotnost. Zaključujem ugotavljanje prisotnosti. Kdo je za takšen sklep? Je kdo proti? Zaključujem glasovanje. Ugotavljam, da je 17 svetnic in svetnikov glasovalo za ta sklep in nihče proti. Tako, s tem smo končali premoženjsko-pravne zadeve. Prehajamo na točko 25, odgovori na vprašanje svetnikov. Tukaj nimamo nič. 26, pobuda in vprašanje svetnikov. Dobili smo z dveh strani, pa dajemo prvo besedo dr. Simonu Kulmaniču. Hvala za besedo. Moje prvo vprašanje je naslednje. Tako na lokalnem radiju Prlek, kot tudi na kabelski televiziji Ormož smo lahko spremljali novico o izjemnem zadovoljstvu občanov občine Ormož z delom župana in občinskega sveta, ki jo je izmerila agencija Nina Media. Ta agencija spada med najboljše v državi, temu primerne pa so tudi cene njenih uslug. Tako me zanima,
ali morda veste, kdo je plačal to raziskavo, saj tega podatka nista povedala ne Radio Prlek, ne KTV Ormož. Zanima me, ali je raziskavo sofinancirala občina Ormož in če je, koliko nas je to stalo, ali je tako raziskavo potem upravičeno financirati iz proračunskih sredstev, saj deluje kot zgodnja predvolilna kampanja, čeprav je pa pozitivno to, da ni najboljši župan v Sloveniji več Zoran Janković. Kot drugo vprašanje me zanima, kako to, da občina še vedno daje enako visoko subvencijo za male čistilne naprave kot že leta do sedaj. Ali je 1000 evrov, kolikor znaša subvencija v vseh podražitvah, ki smo jih bili v tem času deležni, res prava pomoč mladim, ki gradijo? Ob tem je treba poudariti, da so naši proračuni enormni, upravičenec pa mora plačati še 160 evrov za analizo vode, s katero dokaže učinkovitost delovanja male čistilne naprave. Po drugi strani pa se tudi sredstva, ki so v proračunu planirana za pomoč mladim pri reševanju prvega stanovanjskega problema, ne porabijo v celoti po razpisu, saj jih običajno porabi le polovica. Tretje vprašanje se navezuje na eno od vprašanj na prejšnji seji, ko sem spraševal v zvezi s projektom ozelenitve Kerenčičevega trga. Zanima me, ali je predvidena kakšna razprava o poteku ceste skozi Ormož, oziroma ali je morda že bila in kaj o tem mislijo Ormožani, če bo res cesta skozi Kerenčičev trg zaprta oziroma bo promet otežen. Kot četrto vprašanje me zanima, ali občina pripravlja kak večji kohezijski projekt, kot so bili prva in druga faza obnovitve vodovoda. Sedaj bi bilo treba začeti obsežno zamenjavo sekundarnih vodov. Se dela kaj v tej smeri? Vodne izgube, ki jih moramo plačevati občani, so namreč še vedno izredno visoke. Kot povod za peto vprašanje so zaskrbljujoče novice v zvezi z zdravstvenim domom Ormož, kjer svet zavoda ponovno ni imenoval direktorja zavoda, čeprav smo že v tretje imeli kandidata, ki je izpolnjeval vse pogoje. Namesto tega imamo ponovno vršilca dolžnosti, ki pa pogojev ne izpolnjuje, čeprav obstaja dopis pristojnega ministrstva, ki pravi, da mora tudi vršilec dolžnosti vse razpisne pogoje izpolnjevati. Čeprav je slišati, da je trenutni vršilec dolžnosti vaš kandidat, gospod župan, in da prav zaradi tega ni bila za delovno mesto direktorice primerna niti oseba z doktoratom znanosti iz ekonomije, niti dva pravnika predtem, pa me zanima, ali se vam zdi higienično, da zaradi morebitne povezanosti z vodstvom občine zavračamo kandidate, ki izpolnjujejo vse pogoje in bi lahko bili enakovredni sogovornikom uslužbence Ministrstva za zdravje, ko se na tiho ureja nujna medicinska pomoč. Kot zadnje vprašanje me zanima, ali ima občina kakšne informacije o tem in ali in kaj namerava trenutni lastnik, glede na table, je to najverjetneje komunalno podjetje Ormož, zgraditi na nekdanji asfaltni deponiji pri Ormoških lagunah, ki je bila nekoč v lasti tovarne sladkorja v Ormožu. Krajani Frankovec so namreč nekoliko zaskrbljeni, saj bo iz vasi v Frankovci namreč položen energetski kabel vse do te parcele, na kar se bo tam postavil transformator. Končujem s pobudo. Ob predlogih za občinska priznanja je potrebno predložiti tudi soglasja predlaganega kandidata, kar je nekoliko nerodno, saj se mora kandidat strinjati s predlogom, ki ni nujno, da bo sprejet. Kot da to ni dovolj, se predlagatelje poziva, da je treba predloge dopolniti zgolj v pisni obliki. Kot primer lahko navedem, kar smo danes že slišali, da je stranka NSI za občinski plaketi predlagala sestro križniškega reda Jožefo Ugolin za svoje dolgoletno delovanje v občini Ormož in nekdanjo direktorico Pekarne Wienerberger Ormož za zasluge prenosa zemljišča nekdanjega glinokopa v last občine Ormož. Predlog je bil zavrnjen iz formalnih razlogov, saj predlogom nista bili priloženi soglasji kandidatov. Pri tem so
tem so predlagatelji obveščali zgolj v pisni obliki, kar je seveda pomenilo, da so predlagatelji zamudili rok za dopolnitev, saj se pošta ne pregleduje redno, enkrat na teden. Moja pobuda je, da zagotavljanje, da bo nagrajenec priznanje sprejel, rešimo na nek drug način, kot s prehodnim soglasjem za nekaj, česar morda ne bo nikoli prejel, saj se s tem kandidate postavlja v potencialno neprijetno situacijo. Če pa za to ni politične volje, pa naj vsaj občinska uprava predlagatelje obvešča o potrebni dopolnitvi vlog v telefonski obliki. Vkolikor pa tudi za to ni potrebne volje, pa naj bodo vsaj občinski uslužbenci nekoliko bolj vljudni v svojih pojasnilih, zakaj so predlogi zavrnjeni. Sicer bomo tudi v tem primeru nagrajevali zgolj kandidate, ki so v prijateljskih odnosih z aktualnim županom. Hvala lepa. Dobro, hvala za vprašanje. Zdaj prvo, kar se tiče prvega vprašanja, pa teh raziskav, pa ni na medije. 6. maja smo dobili vse občine mail, kjer je agencija Nina Media napisala, da je v aprilu že 6. zapored izvedla raziskavo, to se pravi vsako leto dela Nina Media raziskavo. Verjetno se letos nekaj dosti po teh večjih medijih govorilo, ker, tako ste povedali, ni bil glih ljubljanski izbran ali pa kjerkoli drugi, včasih je to bilo bolj odmevno. So pa napisali, bom samo prvi odstavek, ker se ne bom v druga občine, za vse občine so nekaj napisali, bom samo to prebral, da boste videli, kaj smo dobili. Agencija Nina Media je v aprilu že 6. zapored izvedla raziskavo med prebivalci vseh slovenskih občin in jih med drugim spraševala o zadovoljstvu z delom županov slovenskih občin ter kako vidijo napredek svoje občine v zadnjih letih. V letošnjo raziskavo smo vključili nova aktualna vprašanja na temo spopadanja občine s ključnimi težavami, kot so brezposelnost, varnost, migranti, vrtci in šole, odnos do starejših, turizem, podpora trajnostnim energetskim virom in odgovornim ravnanjem z aktivnostim kot so ločevanje odpadkov, skrb za zelene površine in tako dalje. Letošnja raziskava, bom samo to prebral nam naprej, je pokazala, da je najbolje ocenjeni župan med vsemi slovenskimi občinami v letošnji magister Danijel Vrnjak, župan Ormoža, ki je prejel šolsko oceno 4,37, potem pa je bilo še tisto vse dodano, kar ste vi tam videli. Pa to, kar navajate, tako me zanima, kdo je povedal, da se tega nista povedala, ne Radio Prle kabelska, objavili so, pravim, to zadevo. Nina Media pa dela že to 6. leto zapored, tako da ne se bate, stanje je dobro, to je tudi rezultat vseh vas, ki tu sedite v občinskem svetu, tako da ste lahko zadovoljni tudi vi. Zdaj, kar se tiče naslednjega vprašanja za male čistilne naprave, sta pa pripravila odgovor Roman Rozman in pa Mirko Šerot. Zdaj višino subvencije, dobro, to je bolj statistično, za te subvencije za čistilne naprave določi občinski svet, sprejema pravilnika o subvencioniranju nakupa in vgradnji malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine Ormož. Pravilnik določa, da se lahko pridobi subvencija 1000 evrov za nakup, vgradnjo in montažo čistilnih naprav ter do 50% oziroma največ 1000 evrov za nakup, vgradnjo in montažo hišnega črpališča. Sofinancira se postavitev ene male komunalne čistilne naprave oziroma enega hišnega črpališča za en stanovanjski objekt. Zdaj, vi ste tam napisali, če je to res prava pomoč mladim, ki gradijo. Zdaj, to je potrebno povedati, da teh 1000 evrov, ki jih nekako subvencioniramo za izgradnjo malih čistilnih naprav, so upravičenci do subvencije vsi, ne samo mlade družine. Tako da to je to. Letno se na razpis prijavi okoli 30 upravičencev, hkrati je potrebno poudariti, da si vsak posameznik sam izbira napravo, ki so na trgu in imajo pridobljene izjave o lastnosti naprave, da ustrezajo trgom EU. Cena za male čistilne naprave so zelo različne, računi, ki pa jih prejemajo naše občinske uprave, ko sprejemajo vloge, pa so nekako znašajo ti računi za te čistilne naprave nekje od 1800 evrov naprej. Nekateri si sami gradijo napravo, nekateri najamejo podjetje, zato so stroški neprimerljivi. Zdaj upravičenec, tu še je napisano, kaj mora v skladu z uredbo izvajanja in tako naprej nekako naročiti pa podati. To mogoče zdaj ne bi tu brali, ampak potrebno pa je poudariti, so zapisali, da prebivalci, ki imajo malo čistilno napravo, ne plačajo komunalnega prispevka naprej za odvajanje. Višina le tega za povprečno hišo znaša, ko se je priklapla na javno kanalizacijo, približno 650 evrov, tako da
je tu mogoče ta razlika. Zdaj, zapisano je, da nekatere občine podajajo, bi rekel, isto subvencijo, nekatere manj, druge spet več, tako da trenutno glede na število zainteresiranih, glede na to, s kakšno frekvenco se gradnje dogajajo, se nam zdi primerna, lahko pa tudi v naslednjem letu z proračunu podate pobudo, pa se ta subvencija poviša. Zdaj, ker pa ste se dotaknili mladih in če je to dovolj velika spodbuda 1000 evrov za izgradnjo čistilne naprave pri gradnji oziroma reševanju prvega stanovanjskega problema, pa smo še vam pripravili naslednje odgovore, ki so proračun za pomoč mladim pri reševanju prvega stanovanjskega ne porabi v celoti. Po razpisu se običajno porabi le polovica. Zdaj pri pomoči mladim imamo še eno proračunsko postavko, s katero pomagamo mladim pri gradnji. To je pomoč mladim pri reševanju stanovanjskega problema. Ta sredstva se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa. Zdaj pri malih čistilnih pa ne rabimo javnega razpisa. Konec koncev, če se vlogi dokaže, da gre za gradnjo te čistilne naprave, dobijo tisti 1000 evrov subvencije. Zdaj pa želeli so skozi samo razpredelnico nekako pokazati, da smo, ko smo uvedli, se pravi, to pomoč mladim pri reševanju stanovanjskega problema, leta 2020 pa do leta 2024, konec leta, konec prejšnjega leta, smo skupaj podelili subvencije mladim v vrednosti 322.366 evrov. Polovično komunalni prispevek, pomoč pri nakupu zemljišč 30%, ki so v lasti občine Ormož, subvencioniramo tako nakupe stanovanj, rekonstrukcije stanovanj, novogradnje in tako naprej, tako da tu lahko mlade nekako kandidirajo in tudi nekako dobijo nek začetni fond, bi rekel, pri lažjemu premagovanju problema, kar se tiče reševanja prvega stanovanjskega problema. Tako da želimo povedati, za čistilno ni samo pomoč pri gradnji čistilne naprave, ampak še damo kar velikšen del na leto tudi sredstev, ki jih razdelimo med mlade, da imajo, bi rekel, lažje prebrodijo oziroma si lažje priskrbijo oziroma nekako ugodijo prvo reševanje prve stanovanjske problematike. Zdaj druga zadeva je Karenčičev trg, pa javna razprava. Zdaj javna razprava o projektu zelenitev Karenčičevega trga je bila upravljena v fazi priprave projekta. Rad bi vas spomnil, da ste bili tudi vi vabljeni, se tega niste udeležili. Zdaj v delovnih skupinah takrat javne razprave so prisotni razpravljali in podali predloge glede ureditve trga in prav tako glede prometne ureditve. Promet skozi Karenčičev trg ostaja, to je bil tudi zaključek javne obravnave. Promet bo potekal nemoteno, kot je tudi do sedaj, samo eno razliko, da namesto dovoljene hitrosti 40 km/h se ta zniža na 30 km/h, ker bo dobesedno vzpostavljen kot nek širok sistem. To se pravi pešci, kolesarje, motorna vozila, bi rekel, enaka možnost. Ne samo v primeru večje prireditve bo, se pravi, popolna zapora, to že imamo itak in zdaj. Ceste v tem primeru bo, se pravi, v primeru zapore pa bo poskrbljeno za obvoz. Še enkrat podajamo, da se cesta ne bo zaprla in posledično tudi promet nam bo otežen. Zdaj, kar se tiče kohezijskih sredstev pa vodovoda, odgovor je pripravil Roman Rozman in Mirko Šerod. Oskrba s pitno vodo v porečju Drave 2021-2027 ormoško območje. Javno vodovodno omrežje ima omrežje, ki je dolgo preko 650 km, pri čemer se kataster letno dopolnjuje. Javno vodovodno omrežje Ormož se razteza na območju občin Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi. To so zdaj bolj, bi rekel, statistika, pa da preidemo k tistemu, kar vas najbolj zanima. Torej, občina Ormož skupaj z občino Sveti Tomaž in občino Središče ob Dravi pripravlja kohezijski projekt obnove najbolj kritičnih odsekov v obdobju do leta 2028. Nabor predvidenih zamenjav cevovodov je bil narejen na podlagi pridobljene projektne dokumentacije, gradbenega dovoljenja, finančnih možnosti občin za sofinanciranje projekta, kvote določene strani regije za obnovo vodovoda. Namen projekta
tega, ki ga tudi zdaj prijavljamo preko dogovora za razvoj regije, je rekonstrukcija 15,2 km cevovodov, posodobitev vodovoda Litmerk-Lahonci v dolžini 10.599 metrov, posodobitev vodovoda Heindl, Ormož, navezava Kamenjak-Wienerberger, obnova obeh povezav Lenta Ormož, Wienerberger čez Ptujsko cesto, Lenta Hardeg, Wienerberger Kamenjak v dolžini 160 metrov odsek Kerenčiča trg, posodobitev vodovoda Jeruzalem Svetinje Ivenkovce v dolžini 4428 metrov. Rekonstruirali se bodo tudi objekti, rekonstrukcija vodorama Lešniški vrh 40 kubikov, rekonstrukcija vodorama Litmerk 80 kubikov, rekonstrukcija prečrpalnice Lešnica, rekonstrukcija prečrpalnice Lešniški vrh, visoka cona Lahonce, hidroforska postaja, črpališča na kanalu Formin, v sklopu projekta bodo obnovljene tudi priključki. Celotna vrednost tekočih cenah je ovrednotena na 6.518.729,09 evra neto vrednosti. Trenutno stanje projekta je v stanju pripravljenosti, saj občine čakajo še nekatere informacije v zvezi z višino kvote dodeljene občinam na ravni regije Podravja. Ampak lahko pa vam povem, da se zdaj ravno ti sklopi nekako potrjujejo ze strani ministrstva in za pričakovati je, da bodo odločitve palo že tudi najverjetneje v kratkem, zelo kratkem obdobju. Tako da jaz verjamem, da bomo, če bo vse po planu, bomo prišli v izgradnjo oziroma v rekonstrukcijo tega navedenega vodovoda tam v letu 2026, začetku leta, in ga bomo tudi do konca leta 2028 tudi realizirali. Čakamo pa, ne vemo še, na kakšen način se bodo vse tiste kvote razdelile. Kar se tiče občin, mogoče katera občina ne bo uspela pripraviti projektov, potem se bomo seveda tudi pogovarjali o prerazporeditvah in upali, da se nam projekt še boljše dosofinancira, kot se nam zdaj. Projekt pa je že uvrščen v dogovor za razvoj regij. Zdaj, tu so še zapisali, upravljalec javnega vodovodnega omrežja dnevno išče okvare, tudi po noči, da se le-te čim prej odkrije in popravijo, pa kar je tudi mogoče podatek, tudi za občinski svet pa javnost. Vse tri občine so javno vodovodno, se pravi ta sistem, v zadnjih 20 letih skupaj z evropskimi sredstvi vložile več kot 23 milijonov evrov sredstev v samo vodovodno omrežje, tako da moram reči, da smo na tem področju kar v nekaj letih bili zelo, zelo uspešni. Ne spomnim se, katera občina bi v Podravju vložila toliko občin kot, se pravi, vse te tri občine. Zdaj, kar se tiče zdravstvenega doma, pa vršilca dolžnosti, pa direktorja, pa vaš kandidat, pa župan, pa direktorica, pa in tako dalje, bi samo odgovoril naslednje, da se obrnite okrog teh vprašanj na svet zavoda, naj vam podajo odgovor, zakaj so se odločili v taki smeri. Kot zadnje vprašanje me zanima, ali ima občina kakšne informacije o tem, kaj namerava trenutni lastnik, najverjetneje komunalno podjetje, se pravi zgraditi na asfaltni deponiji pri Ormoških lagunah. Zdaj, potrebno je povedati, da asfaltna deponija pri Ormoških lagunah ni v lasti komunalnega podjetja Ormož. Ta asfaltna deponija pred samimi Ormoškimi lagunami so bile v, kako bi rekel, v kvoti parcel pri prodaji bivše tovarne sladkorja. Da nam razlogo naprej, kdo je lastnik. Zdaj, kaj se pa bo na tistih parcelah dogajalo, nam ni nič kaj podanega, da bi se kakšna zadeva odvijala oziroma da bi, zakaj se ta kablovod oziroma vse, kar je omenjeno, postavili transformator. Je pa celo opcija, to pa je mogoče opcija celo, da je Elektro Maribor, ker tam smo se zelo, zelo borili, da bi Elektro Maribor zgradil, se pravi, elektroomrežje tudi v tem delu, se pravi ob samih Ormoških lagunah, da bi pripeljali vodovod, se pravi ob samo reko Dravo, da bi začeli tudi življenje mogoče tam premikati. Da so mogoče že kakšni nastavki napravljeni, bomo pa kontaktirali z Elektro Maribor, ali se to kaj z njihove strani dogaja, ali ze strani lastnika, ki je lastnik tudi, bi rekel, parcel znotraj tovarne sladkorja. Tako da komunalno podjetje sigurno ni.
Zdaj, kar se tiče pobude, da ne bom tega bral vsega, po vaših predlogov bi odgovoril, se pravi, takšen, kot ga je pripravila Mateja Zemljak. Dne 23.4.2025 je občina Ormož prejela strani Nove Slovenije, občinskega odbora Ormož 2 predloga za podelitev občinskih priznanj za sestro križniškega reda Jožefo Ogulin, Zlata Plaketa in Marijo Glavinič iz Vinskega Vrha, se pravi ena od občinskih priznanj. Predlogoma nista bila priloženi soglasji kandidatk, tako predloga nista bila vložena v skladu s točko 2. razpisa za dodelitev občinskih priznanj za leto 2024, naziv častni občan občina Ormož, plaketa občina Ormož z dne 4.3.2025. Naslednji dan 24.4.2025 je občinska uprava pozvala predlagatelja naj vlogo pred obravnavo na komisiji za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in občinske svetu dopolni s soglasjem kandidat. Rok za dopolnitev vloge je sreda 7.5.2025, je bil torej 13 dni. Dne 19.5., kot je že bilo prej povedano, se je tudi z obvestilom te Pošte Slovenije skupaj oglasila gospa Stanka Kolarič, da jih na pošti čaka pošta. Zdaj je vse, kar pa je drugo bilo, pa je že prej, mislim, da predsednica tudi kvije zapovedala, to se pravi, da se ni v roku uspelo dopolniti vloge. Zdaj, dopolnitev predloga za podelitev priznanja je bila poslana na naslov navedenem na vlogi. V vlogi ni naveden bil elektronski naslov, niti telefonska številka, po kateri bi lahko komunicirali. Kar pa se tiče še vseh teh kontaktov, pa bi rekel vseh podatkov, vi se morate zavedati, da smo mi tudi zavezani k določenim stvarem, da ravno ne moremo kar vse nasploh, bi rekel, tako za določene fizične osebe in tako naprej, kar podatke deliti med javnost, ker to niti ni dovoljeno. Zdaj, glede soglasja kandidata kot obvezne priloge, predlogu za podelitev priznanja pojasnjujemo, da je že vse od leta 2018 v razpisu navedeno, da mora biti predlogu priloženo tudi soglasje kandidata. Prav tistega leta je bila enemu predlagatelju poslana dopolnitev vloge, ker predlogu ni bilo priloženo soglasje, rezultat pa itak veste, da se takrat tisti kandidat za prejem določene plakete ni strinjal. In dobesedno, če bi šli brez tega, da ne bi zahtevali priloženo soglasje, bi v resnici občinski svet izglasoval oziroma podelil plaketo, katerega prejemnik ne bi želel prejeti. Bi se radi to privoščili? Jaz mislim, da je za to potrebno iskati soglasje kandidata. Tako da to je to. Dopolnitev. Zdaj, pri prvem vprašanju sem spraševal, če morda veste, kdo je bil naročnik te raziskave, ali naročnik ni znan. Potem pri drugem vprašanju gre za to, da je višina subvencije enaka že od vsega začetka, vmes so se stvari podražile, dejansko se je pa subvencija zmanjšala, zaradi tega, ker predtem ni bilo treba plačati 160 € za analizo vode, zdaj je pa treba plačati, kar pomeni, da je zdaj trenutno subvencija, ki jo dobi tisti, ki za njo zaprosi 840 €. Se pravi, po vseh teh podražitvah smo našo subvencijo znižali. To je bistvo vprašanja. Zdaj, kar se tretjega vprašanja tiče, upam, da bo tako, kot ste povedali, pa da ne bomo presenečeni. Pri petem vprašanju vas prosim za kontaktne podatke predsednice, zato ker tako, kot ste povedali, so verjetno ti podatki zaščiteni z GDPR-jem in verjetno imate dovoljenje, katere podatke lahko podate, katere podatke mi lahko date o kontaktu, katere ne, pa bom potem res naslovil to vprašanje direktno na predsednico zavoda, pa da slišim, glede na to, da pač kot svet predlagamo svoje kandidate, da potem tudi zvem, če je kaj na teh govoricah resnice ali ne. Zdaj v zvezi z pobudo, gledajte, gospod župan, vam tukaj javno dajem
dovoljenje, da lahko moje podatke uporabite vedno, ko je treba kontaktirati, kaj v zvezi z predlogi Nove Slovenije. Bil sem izvoljen kot svetnik Nove Slovenije, kar pomeni, da če občinski odbor kaj predlaga, pa kaj ni pravilno predlagano, oziroma je treba dopolniti v nekem roku, prosim, da mi potem to sporočite. Poleg tistega pisnega dopisa v poštni nabiralnik, zato da bom posredoval, da se izognemo takim težavam. Drugače pa, kar se nestrinjanja z nagradami tiče, bi pa rekel, da je Svetlana Makarovič dobila Prešernovo nagrado, ki jo je zavrnila, pa je potem naredila vse, da bi jo dobila. In v bistvu to so stvari, ki se dejansko spreminjajo, se dogajajo, ampak dejansko so zelo redke. Običajno ljudje, ki dobijo nagrado, jo potem tudi sprejmejo, čeprav mogoče si z kakšnim časovno zakasnitvijo potem premislijo. V glavnem, jaz ne vidim tu take težave, glede tega, sicer pa lahko verjetno najdemo kakšen način, kako bi lahko to zagotovili drugače, če bi to želeli. Kot rečeno pa imate moje dovoljenje za uporabo mojih podatkov, da me lahko vedno kontaktirate, če je kaj takega. Hvala lepa. Dobro, hvala. Zdaj okrog tista točka, kar se tiče zdravstvenega doma, tista, kar sami obrnite, jaz sem vaša tajnica. Veste, kje je naslov. Pa boste, ja, to pa vi ocenite, če lahko ali ne, ne se sprenevedati, ker se zdaj že smejimo ena drugemu. Pokličite, dobite podatek, ki vam ga bo dal svet zavoda, ne pa zdaj to preko nekoga, pa se norčevati z nekoga, pa ga poniževati. Lepo, sami pokličite, pa to. Dobro, zdaj naslednji, ki je podal predloge, je Matej Hebar. Hvala za besedo. Zdaj smo tudi 4 vprašanja. Bom probal biti čim hitrejši. Začel bom pri ormoški bioplinarni problematiki povezani s tem. Zdaj, glede na strani upravitelja ormoške bioplinarne obsežno onesnaženje Pušenskega potoka, ki je bilo ugotovljeno 26.3. in pomanjkanje informacij v javnosti glede ugotovitev takratne preiskave in dela občine glede zadeve, me zanima, kaj je bilo takrat ugotovljeno strani občinske inšpekcije in kaj iz strani drugih pristojnih služb, kaj je od takrat storila občina in kaj namerava storiti v prihodnje, da bioplinarna enkrat za vselej preneha onesnaževati tako s smradom kot z izpusti v potoke ter na bližnja kmetijska zemljišča, tudi smo videli na ceste. Dodatno, glede na vašo izjavo za medije, da ne gre za prvo, citiram, ne gre za prvo iztekanje oziroma izliv odpadnih vod iz objektov bioplinarne, se na to problematiko opozarjamo inšpekcijske službe že vse od septembra 2024. Dodatno zanima, kdaj so iz strani občine že bili zaznani izlivi odpadnih vod iz objektov bioplinarne in kdaj, ter katerim inšpekcijskih službam ste vložili prijavo, ker seveda gre pri izlivu za neposreden vpliv na okolje, me dalje zanima tudi, če ste zadevo prijavili na 112. Moram dodati še svoje osebno mnenje, da mi glede na zračne posnetke bioplinarne in vse nepravilnosti, ki se vrstijo več let, niti najmanj jasno, kako je lahko takšen obrat v letu 2025 še vedno odprt. Zdaj nadaljeval bi z sobotnim dogajanjem v Ormožu in vprašanjem glede dela režijskega obrata, delno tudi zavoda TKŠ in same občine. Prejel sem informacije, da so nekateri zaposleni v režijskem obratu občine Ormož prejšnji teden več dni delali za pripravo kongresa stranke SDS, ki je to soboto potekal v športni dvorani občine, oziroma upravitelja zavoda TKŠ, naknadno, da so sodelovali tudi pri pospravljanju. Zdaj, sama stvar ni sporna, vkoliko so določeni zakonski pogoji izpolnjeni. Dejansko 3 najpomembnejši je javno dobro ali splošni interes, to bi se dalo debatirati, pa pustimo zdaj to. Drugo je formalno naročilo in zaračunavanje, kar dvomim, da je sporno, verjamem, da imate vso podlago pogodbe, tudi izdane račune. Tretja stvar, ki pa me dejansko najbolj zanima, pa je enakopravna dostopnost, ker če občina nudi usluge tudi za plačilo eni politični stranki, to pomeni, da mora enako omogočiti tudi vsem drugim občanom in vsem drugim strankam. Zaradi vsega tega me zanima, koliko je stranka SDS plačala upravitelju dvorane, javnemu zavodu TKŠ za najem športne dvorane Ormož in za koliko dni,
Ali je v tej ceni tudi priprava dvorane za dogodek strani zaposlenih občine ali občinskih javnih zavodov? Koliko ur in katere dni je režijski obrat občine upravljal ta dela prejšnji teren in vkolikor so pomagali tudi pri pospravljanju, kar sem dobil potrjeno, da so, koliko dni ter katere dni in ur skupaj? Ali obstaja javni cenik? Na spletu ga namreč nisem našel za primere, ko občinske objekte, opremo in storitve najema zasebni subjekt zasebne namene, kot v tem primeru, ter ali je kakšna razlika med cenikom, ki obstaja za občinske javne zavode ter lokalna društva, ceniku za zasebne subjekte, za zasebno oziroma splošno, za zasebne subjekte, za zasebne namene oziroma za splošno javno zaprte dogodke, kot je bil ta kongres stranke SDS, ter cenikom za zasebne subjekte, ki organizirajo javne dogodke, to so na primer koncerti, predstave in podobno. Dodatno, kakšna je urna postavka za takšno dela, kot je priprava dvorane, postavitev odrov, vešenje zaves, ter na kakšen način in za katera dela lahko zaposlene v režijskem obratu ali javnih zavodih najemamo v zasebne namene tudi drugi občani. Na koncu bi še vprašal, koliko in kako bo stranka SDS plačala zavodu TKŠ za najem ter občini za upravljene storitve ter najem opreme. Zdaj, tu bi še dodal malo stvar, ena stvar, ki me je izredno zmotila, sicer je v občinski lasti travnik direktno pri osnovni šoli. Mislim, da je tu storjen izjemno slab precedens. To dejansko pomeni, glede na enako dostopnost, da mora občina komorkoli omogočiti, da si tam postavi šotor, naredi slavje in karkoli. Mislim, da to ni primeren prostor in da takšne stvari direktno pred šolo na javne občinske površine ne sodijo. Verjamem pa, vkoliko bo do vas prišel nekdo, ki hoče, ne vem, praznovati Abrahama ali poroko, da boste dali seveda soglasja pod enakimi pogoji, kot ste jih dali sedaj, ne? Pač, nažalost. Zdaj, če nadaljujem z naslednjim vprašanjem glede Majeričevega kopališča. Več let se že pogovarjamo o ureditvi starega Majeričevega kopališča v turistično znamenitost, kot je to že nekoč bila. Šlo je nekoč za simbol mesta Ormož, sedaj pa nažalost to sramotna razvalina, ki iz leta v leto vse bolj propada. Tudi pot do ta zadnja leta je vedno bolj neprehodna, edina potka je ob sami železnici, ampak dobro, to je problem slovenskih železnic. Zato me zanima, kdaj se namerava v objekt začeti vlagati, ter zakaj se že sedaj vsaj minimalno ne začeti pred nadaljnjim propadanjem, preden ta spomenik ormoške zgodovine izgubimo za zmeraj. In še zadnje kratko vprašanje. Prejel sem neformalne informacije, da bi se naj v naši občini na trasi gradnje hitre ceste zakopalo večje količine odpadnega blata, ki bi lahko bilo potencialno nevarno za okolje. Zdaj ne vem, če je šlo za blato, kakšne druge odpadke. Pravim, gre za neformalno informacijo, zato vas sprašujem, ali te informacije držijo, ker dejansko to poteka po našem bazenu podtalnice, iz katere pač vsi pijemo, ne? In če držijo dejansko, kaj je bilo navoženo, kdo je ta material pripeljal, ter če je bilo kaj storjeno glede tega. To je to. Hvala. Dobro, hvala. Zdaj, glede na to, da za bioplenarno pripravljala odgovor Jana Čavničar, bomo kar en čas brali to. Pa vse prav, vse je veliki problem. Zdaj, onesnaženje vodotoka na Pekarniški cesti dne 26.3.2025 je bilo zaznano in prijavljeno strani občinske inšpekcije na 112 in 113 ter podane prijave na Inšpektorat za naravne vire in prostor, Inšpekcijo za vode ter na Inšpektorat za okolje in energijo. Iztok iz bioplenarne, ki je bil izvor onesnaženja, je bil sicer takoj odstranjen, kljub temu pa vodotok preventivno še vedno nadzirajo pristojne službe. O poteku postopkov, ki vodijo drugi državni organi, kot so policija in različni inšpekcijski organi, ne moramo podajati informacij, saj zato nismo pristojni niti pooblaščeni. O dogodku so sicer poročali številni mediji, tako televizijski kot tiskani. Zdaj sicer Jana napisala, gospod svetnik je nekoliko pomešal pristojnosti inšpekcije, ministrstva in občine. Kršitve povezane z delovanjem, tako imenovanem bioplenar, nadzorujejo državni inšpektorji in so edini, ki lahko v zvezi z nepravilnostmi povezanih s samim delovanjem izdajajo ukrepe, v končni fazi pa od odvzemu okoljevarstvenega dovoljenja in v prenehanju obratovanja tovrstnih naprav, IED naprav oziroma bioplenar odloča pristojno ministrstvo, v tem primeru Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo. Občina Ormož je sicer podala že tovrstno pobudo, kakor tudi pristojni inšpektorat. Vendar je bil predlog glede odvzema okoljevarstvenega dovoljenja strani ministrstva zavrnjen. Občinske službe sicer ves čas postopajo v okviru svojih pristojnosti in so vseh domnevnih kršitvah podale
podale ustrezne prijave. Poleg tega smo vseh nepravilnosti do sedaj tudi pisno seznanili pristojno ministrstvo in gospoda ministra. Na to temo smo se sestali na ministrstvo nazadnje v aprilu 2025. Prav tako pa smo reagirali tudi preko poslanca državnega zbora, gospoda Andreja Kosija, ki je v zvezi s problematiko na resornem ministra naslovil poslanska vprašanja. Trenutno še preučujemo druge možnosti s strokovnimi institucijami, glede katerih potekajo aktivnosti. Menimo, da je občina do sedaj ukrenila vse, kar je v njeni moči, in še več, ne moremo pa se vmešavati v delo državnih organov ali delovati izven zakonskih okvirjev in svojih pristojnosti. Kar se tiče prijav z zaznavami odpadnih vod. Kot že navedeno, je bilo prvo iztekanje domnevno izcednih vod na podlagi vizualnega pogleda, ali gre za nedopustne ali celo škodljive vplive, ugotavljajo le pristojne službe. Zaznano v septembru leta 2024, pri čemer je bila podana prijava na pristojno inšpekcijo, ob tem iztekanje ni bilo aktivno, temveč so obstajali drugi indici, ki so na zatravljenih zemljiščih kazali na sum pristojnosti odpadnih voda. Prijava je bila podana na Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in energijo dne 10.9.2024. Iztekajo na kmetijske površine z dne 4.11.2024, predhodno je bil že sprožen klic na 113, odstop prijave je bila podana na Inšpektorat za okolje in energijo dne 5.11.2024. Nadalje odstop prijave na isti inšpektorat dne 13.1.2025. Prijava se je sicer nanašala za pretekle dogodke ter druge domnevne kršitve, ter na upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin dne 25.3.2025. Prijava onesnaženega vodotoka dne 26.3.2025, prijava na 112 in 113 ter prijavi na Inšpektorat za naravne vire in prostor ter Inšpektorat za okolje in energijo, oboje dne 27.3. Zaznano iztekanje, ki je izhajalo iz posledic onesnaženja v marcu, prijava na policijo in dopolnitev prijave na Inšpektorat za okolje in energijo, oboje dne 2.4.2025. Sum onesnaženja manjšega vodnega telesa, ki ni kategoriziran kot potok, dne 6.5. prijava na Inšpektorat za okolje in energijo, dne 7.5.2025 prijava na policijo, prejeli obvestilo strani 112. Izliv gnojevke podobne tekočine na cesto na Opekarniški cesti, seznanjenje o tem, da je bila prijavljena preko 112. Zadevo se delno obravnavala v sklopu pristojnih občinske inšpekcije zaradi nevarnosti na cesti ter bila v delu, ki se nanaša na delovanje bioplinarne, vstopljena na Inšpektorat za okolje in energijo dne 13.5.2025. To se pravi, Jana nam je tu zapisala, kolikokrat je samo v tem času prijavila na razne inšpekcijske službe, na ministrstva, bile so predano kar veliko takšnih in drugih podatkov. Moram reči, da smo že bili dvakrat pri samem državnem sekretarju, dvakrat pri glavna inšpektorica si je ogledala samo bioplinarno. Tako da v tem pol leta, kar je tu navedeno, je bilo toliko prijav, toliko stvari, vzetih vzorcev z ene strani, z druge strani, ampak koliko pa ste prebrali tudi v včerajšnjem Štajerskem tedniku, pa poročanje preko ostalih medijev, vidite, da smo žal dosegli le to, da vkolikor je to vse res, kar je navedeno, dva zelo, zelo blaga ukrepa. Ne govori se pri tej bioplinarni nikoli o deponiji, o skladiščenju materijala, ki ga imajo v samem bioplinarni. Ne govori se nikoli pri inšpekcijskih službah, da bi se tudi ta surovina morala prekriti, kot je to navedeno v samem OVD-ju. Tudi videoposnetki, slike, ki so zaokrožile preko družbenih omrežij, so jasno kazale, da prihaja do kršitev, ampak skoraj vsakodnevno pisanje, slikanje, prijavljanje, odstopljanje prijav inšpekcijskim službam, policijskim službam je pa tisto, ki bi rekel, da več kot 50% dela nekako nudi v to naša inšpektorica, da predaja vse te prijave naprej, ampak koliko je videti, gledajte, ni tistega odziva, ki bi si ga tukaj želeli. Zdaj, kar se tiče tiste ugotovitve, pa se pravi, na trasi gradnje hitre ceste bi se naj zakopalo večjo količino odpadnega blata.
Na občini Ormož tovrstnih informacij nimamo in o tem nismo seznanjeni. Investitor izgradnje hitre ceste Ormož-Markovci je Dars, investicija je državna zadeva in ne občinska. Je tu sicer javno napisalo. Tako da v primeru, da ste seznanjeni s takšnimi praksami oziroma sumom kršitve, imate dolžnost takšno ravnanje nemudoma prijaviti pristojnim organom, saj je to vaša zakonska dolžnost. V tem primeru Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in energijo, Policija, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo. Janoš sicer piše, da vsi tisti, ki so to nekako podali to informacijo, da upajo, da se zavedajo, da je v skladu z 281. členom Kazenskega zakonika opustitev prijave določenih kaznivih dejanj, če ste bili z njimi seznanjeni, sama po sebi kazniva. Tako da to še je inšpektorica naša občinska, medobčinska tudi na koncu navedla. Zdaj, kar se tiče Majeričevega kopališča. Majeričevo kopališče prijavljamo, iščemo sredstva, bi rekel, že kar nekaj časa. Pa naj si bo to preko Interrega, naj si bo konec koncev tudi z izgradnjo oziroma sodelovanje pri izgradnji Dravske kolesarske poti, ki bi naj potekalo v tem delu, se pravi med samo železniško progo in pa reko Dravo. Tam bi se v sklopu tega tudi prenovilo to Majeričevo kopališče, ki bi nekako imelo namen, bi rekel, za kolesarje, da si tam odahnejo, da dobijo kakšno več informacij, kaj se je tukaj na tem Majeričevem kopališču dogajalo, da tudi dobijo kakšno več informacij o naši destinaciji Jeruzalem Slovenija, tako da poizkušamo, se pravi, na raznih razpisih, preko raznih kanalov to zadevo nekako sanirati oziroma obnoviti. Je pa res, gledajte, stavba je ob sami reki Drave, tudi ima zadaj zaščito Zavoda za varstvo kulturne dediščine, tako da posegi, ki se dogajajo na samo Majeričevo kopališče, morajo biti tudi nekako upravljeni z soglasji vseh pri navedenih. Na koncu pa sem si še pustil, se pravi, ta naš preljubi kongres pa Slovensko demokratsko stranko. Ampak imam vse tiste račune pa tako naprej. Ker smo tako vedeli, kaj bo, so bili vsi računi, kar se tiče samih prostorov, plačani vsi po predračunu. Pa če začnemo takoj za dvorano, koliko je stranka plačala upravitelju dvorane, javni zavod za najem, se pravi, plačali smo 771,51 evra za ta najem, tako da ponudbo je poslal javni zavod, izdala se naročilnica, izdal se je predračun in po predračuni plačano. Bom kasneje navedel še te delavce, ki jih pišete. Potem plačali smo kompletno vse šotorje, ki so bili postavljeni, kar pa se tiče delavcev, pa je bil izdan račun v višini 796,45 evra. Zdaj župan sprejme cenik, ki je na občini, pa je primerljiv z ostalimi, se pravi, temi režijskimi obrati, oziroma je celo višje. Zdaj opravilo se je preko režijskega, ki še to lahko povem, da postavljanje šotora, tisti, ki si najame od društev ali pa konec koncev tudi političnih strank, ga poleg postavitve tudi pripada določeni zaposlen, ampak se tega nismo šli, tako da je bilo plačano, se pravi, vse skupaj od 20.5. više navajate pospravljanje ni niti eden. Plačano pa je bilo, kar je bilo uporabljen traktor, prikolica pa se pravi sam ICV, pa je bilo vse skupaj izstavljenega računa za tako prej omenjenih 790 evrov, 796,45 evra in so bile vse ure poračunane in sicer po vrednosti, to pa boste vi ocenili, se pravi ICV in traktor v višini 35 evrov z davkom ura, kar pa se tiče ljudi, ki jih navajate, pa se pravi 12 evrov plus davek, to se pravi 15 evrov na uro. Tako da je to bilo vse plačano. Kot drugo pa še, bi še vam rad eno zadevo povedal okrog šotorja.
Šotor je bil občinski plačan, to vam lahko tudi pokažem, pa se lahko tudi pogledate račun. Kljub temu, da je občinski odbor SDS Ormož, tudi bi rekel, je politična stranka, ki deluje v občini Ormož, tako kot drugo društvo bi lahko bil upravičen isto do brezplačnega najema, pa se je vseeno plačalo. Tako da nismo želeli imeti čisto nič zastonj, pa še po drugi strani pripeljalo se 1000 ljudi, domači gostinec je nudil hrano in pijačo, domači gostinci po Ormožu so imeli korist od tega, domačega ozvočevalca se je najelo in mu plačalo račun in pa vse ostalo, tako da čisto vsi domači ljudje so tudi od tega kongresa nekaj imeli. Tako da ne skrbete, vse je plačano, če imate željo, lahko tudi preverite, se pravi, same račune, ki so bili izdane, tako da jaz mislim, da ni bilo čisto nič nepravilnosti, kar se tega tiče. Evo, 4 vprašanja so bile, ne? Ste že še dopolnitev? Absolutno. Zdaj, glede bioplinarne tu mi je samo malo, niste mi danes odgovorili, kaj je bil razlog iztoka. Takrat se je govorilo o večjih različnih vzrokih, kaj je bilo krivo, od kje je ta gnojnica pritekla. Zdaj, tam plomba se je dala, ampak kaj je bil razlog, ne? Zdaj, tudi, še enkrat sem si prebral svojo zadevo, mislim, svoje vprašanje, jaz ne vem, ki sem jaz kakšnekoli pristojnosti inšpekcijske službe občinske mešal. Jaz vem, da ona bila na terenu, jaz vem, da ona bila prijavitelj, jaz sem vprašal, kaj je bilo ugotovljeno z njene strani, pa kaj iz drugih pristojnih služb. Zdaj, če je to sporno, glede pristojnosti, potem ne vem, ne popravite. Ne? Ampak se mi ne zdi niti približno. Glede Majeričevega kopališča bi vprašal, zakaj se potem ne morejo izvesti nobeni vse začasni ukrepi, da se delno prepreči propadanje, ker kot pravim, z leta v leto se zarašča in vedno bolj propada. Potem, če grem naprej, zdaj, to je zelo zanimiva cena, 771 evrov za najem dvorane praktično za 4 dni, v četrtka, ko se je začela pripravljati, pa do nedelje, ko se je še pospravljala. Ne? 2000. Kaj? Za najem dvorane za 4 dni pravim, da je to dobra cena. Kaj sem jaz takšnega rekel? Me poslušate vi? Dobro, zelo merite se, samo povedal. Dansko za 4 dni najema 771 evrov, vrhunska cena, no? Za kakšne poroke Slavija, nisem zelo, da imamo takšno stvar možno. Ne? Zdaj, če se vrnem, ko ste rekli 796 evrov je bil izstavljen račun za zaposlene režijskega obrata in ICB in tovornjak. Zdaj, oziroma traktor, ja, pa ICB. Torej, po 35-urna postavka najem stroja z strojnikom. Glede. Ne, samo zanima me, ker dejansko verjetno bo zanimalo vse, ki se bavijo s kmetijstvom, s čemkoli, da bodo želeli po tej ceni tudi jaz osebno najemati storitve občinske uprave. To so cene, bi rekel, krepko potržnjene, ne? 35 evrov ICB. Ja, z strojnikom. Je krepko tržna cena. Vsaka ima čast. No. To je draga cena. To je draga cena. To je zastojno, ne? Ne, delavec je še posebej. Seveda delavec posebej. Najem stroja uro 35 evrov. Plus delavci, plus vse plačano. Enostavno dela pa 14 evrov. No, niste mi odgovorili tudi, koliko ur je bilo upravljenih. Rekli ste 12 evrov na uro, zdaj, če je bilo 4-5 režijskega obrata. Ne, zanima me, ne? Ja, seveda. Dodal pa bi še, ko ste rekli, da se je pripravljalo 1000 ljudi, malo pogledajte po Ormožu, oziroma bi pogledali, kako so parkirali, pa kakšno so pustili za sabo. Vse ste slišali že, pa videli slike. Ne? Tudi to, recimo, neki nivo kulture kaže. Pa ne, nisem znal, da domači zvočevalec Albin Promotion Skidričeva. Prosim? Albin Promotion, domači zvočevalec, ki je delal na dogodku. Vi poznate Marka Šalamuna? Vem, ampak on pa je podnajemal Albin Promotion. Ja, kako je on podnajemal, gledajte. Ja, no, super. Čakaj, še imamo. Zdaj tudi tega napada, moram reči, da sem presenečen. Jaz sem rekel, izrecno napisal, da so neformalne informacije, da jih nisem mogel potrditi, zato se obračam na vas z vprašanjem, pa se me zdaj napada, či zato vem, zakaj ne prijavljam, pa da je to kaznivo dejanje. Rekel pač, ne samo, da je sporno, ampak da očitno funkcionalna pismenost dela težave. Tako prosim zdaj za pojasnilo še vse, kaj sem pač navedel.
Zdaj, gledajte, jaz mislim, okrog cen pa tega, pogledajte si tam cenike od drugih, ne, tudi konec koncev zbornica pa vsega, pa bomo videli, kakve so cene tam, pa če je to vse tako pocene. Zdaj, gledajte, to kaj navajate, ne, okrog pospravljena pa vsega, ne. Mi smo imeli svoje ljudi, ki so to delali, ne. Tu je sigurno več plačano, kak je bilo delano. Vredo, ker smo ne želeli imeti nobenih problemov. Tako da nekaj za to učitati, pa da so cene preniske, pa ne vem kaj vse, gledajte, tudi konec koncev, gledajte, zaračunano je bilo, pa ne morete gledati, sodelovali so mogoče 2-3 osebe. Takrat, ko je bilo največ dela, ze strani režijskega obrata plačano pa 800 evrov v teh parih dneh. In nam očitate, ne vem, da bi to moglo 15 000 evrov. Kar pa se tiče telovadnice, pa smo imeli problem, če se spomnim, ko so bili Modrijane, so imeli en koncert in takrat, ko so pri potisanem obračunavanju dobili nenormalno visok račun ze strani javnega zavoda, so se v javnem zavodu odločili, da se zaračuna dan prireditve plus odstotek, kar se tiče samih priprav, da se ne računajo ure 1 za 1, kar se tiče samega pripravljanja. Je pa kdo bi vam 24 krat 4, je to, ne vem, 100 ur krat 50 evrov, kdo bi vam dal 5000 evrov za 2-urni dogodek najema. In to je takrat bilo sprejeto, to je tudi takrat bilo na javnem zavodu, da bodo na taki način tudi obračunavali, ker smo enostavno bili predragi in so iste pogoje ponudili tudi nam. Pa še enkrat, če vam korespondenco pošljem, poslali smo, se pravi, datume, kdaj bo, od kdaj bo in smo čisto nobeden ni nič drugega komunicirali, dobili smo nazaj ponudbo in ta ponudba je bila plačana. Tako da, gledajte, lahko e-maile pa vse pokažemo, če ne verjamete. Zdaj, kaj se pa tiče, kaj še je bilo okrog vozil, pa kje se je postavilo, pa kakšno so pustili. Gledajte, v Ormožu se tisti dan vse je dogajalo. Pa ne bom rekel, da mogoče tudi z naše strani ni kdo kaj zakrivil. Ampak ob takšni masi ljudi, ne vem, ob koncertu, ki je bil večer, ob vsem, se tudi marsikaj se je skozi leta dogajalo. Pa tudi takrat, ko kongresa ni bilo, smo navajeni v režijskem obratu, da tudi marsikdaj kaj pospravimo, pa rešimo, pa nobenam nič ne povemo. So tudi bili po Ormožu, ne vem, so koše ležali, so, ne vem, smeti ležali, so bile določene zadeve prevržene, pa nobene ni nič, smo mesto spočistili, pouredili. Pa ni bilo zdaj verjetno, vsega niso verjetno vsi ti, ki so na kongresu bili napravili. Kakšno vprašanje še, kaj še bilo? Še bo. Ja, zdaj, kaj se pa tiče tam še bioplinarne, bioplinarne je bilo kasneje ugotovljeno, ne me zdaj, ampak neka fekalna oziroma meteorna kanalizacija so imeli, so odpravili, se pravi, same priključke, tako da ta meteorna kanalizacija oziroma te odvodne vode, ki grejo iz samih teh, kako se že tam reče, lagun, ne, ali kaj so, pač iz teh zadev, tu, ko se kori ta snov, so v resnici speljali potem v čisto neki drugi vod, tako da si oni zadržujejo v nekem svojem zadrževalniku to odpadno vodo, ko je šla direktno takrat na sami stok, tako da to je to. Uredili so si zdaj, moram reči, da so si vseeno nekaj odkopali, pa uredili to meteorno kanalizacijo okrog stavbe, drugače še nam je to vse skupaj bolj plavalo, tako da to je to, moram pa reči, da je bil takrat ukrep zaradi tega odvodnjavanja iz same stavbe, da je prišlo do tega izlitja, je bil tudi ze strani inšpekcijskih služb zahtevan, da se ta zadeva uredi in to se je sedaj uredilo. Tudi zdaj, če bi tisti čep tam odstranili, ne bi teklo, ker to se je zadeva preverila, tako da to zadevo so odpravili. Zdaj, kar se pa tiče tega napadanja, pa kaj je pod samo hitro cesto, odgovor je pripravila inšpektorica naša, res pa je, ne. Ko nastanejo kakršnokoli razmišljanje, ko nanese pogovor na onesnaževanje okolja, pa da se mora biti to dogaja, pa je treba obvestiti. Je treba obvestiti, se pravi, pristojne službe. Vaš namen je verjetno bil, da nas obvestite preko svetniškega vprašanja. Mi bomo zastavili še vprašanja vsem tistim, ki tam delajo, ampak verjetno do neke informacije, da se dogaja, če se že dogaja, verjetno ne bomo prišli, ne? Če se razume, ne? Imam še dopolnitev tam, kratko oziroma dve.
Da se vrnemo k dvorani. Torej, nam dobi odgovora, koliko ur je dejansko bilo porabljeno za strani režijskega obrata pri postavljanju šotorov, pri vseh teh storitvah, ki ste jih zaračunali. Tako še nima veze z občinskim obratom, ampak 796 evrov za zaposlene. Ne? Pa še eno stvar bi rekel, ker ste omenjali pač Modrijane, sicer dogodka pa polemike o tistem ne poznam, ampak je bistvena razlika med dogodkom, ki organizira zasebni subjekt, zasebni namen, kot je bil vaš kongres, ker preprosto navaden občan ne more kupiti karte pa priti, pa ko zasebni subjekt organizira odprti javni dogodek. Ne? To je velika razlika. Zdaj, samo da zaključim, res glede na ceno, četrtek, petek, sobota, nedelja, koliko je bila dvorana izven uporabe, 4 dni, recimo za poroko, to je vrhunska cena. In upam, da se zavedate zdaj zaradi tega, da kdorkoli pride, če je dvorana še na voljo, torej, če si za pol leta naprej rezerviraš, pa za leto dni, morate pod istimi pogoji dati dvorano. To so zakonska določila. Glejte, Matej Hebar, smo rekli, da ne. Glejte, če bo imela Levica ali pa Svoboda kongres, bo imelo po čisto istimi pogoji. Mene za politiko No, glejte, mene zanima za... ali pa zdaj sem tako omenil, ali pa če bo imela Nova Slovenija, ali pa ne vem, kjerkoli politična stranka, normalno, glejte, gre se za stvari, ki so poračunane tako, kot imajo vsi ostale. Še enega povem, še več je bilo plačano, kot bi sploh moralo biti, kar se tiče šotora in tega, ker bi šotor v resnici morali imeti zastonj z človekom. Pa smo plačali, pa smo ga sami postavljali, pa smo ga sami pospravljali, pa tudi te zadeve, ki krožijo, ker vem, odkot ste podatke dobili, pa me to malo žalosti. Vem, odkot ste dobili, gledajte, vse vem. Okrog tega naštevanja, kdo je telovadnico pripravljal in tako naprej. Gledajte, telovadnico, kar se tiče odra, smo imeli samo v začetku pomoč, drugače smo odr sami pripravljali, pa sami pospravljali. Kompletne tepihe, podanje, vse smo izvedli same. Kompletne stoli, vse smo izvedli same. Čiščenje, vse smo izvedli same. Še določeni člani lahko povedo, da smo si okna sami čistili. Pa bomo zdaj to, kot župan povedal, tudi malo, da se s pepelom posipljam. Še smo si očistiti mogli določene zadeve. Zdaj pa tu dobimo, ko se nekaj dogajalo, bi mogli dokazovati na cent. Še čistila svojo, ne vem, kaj vse smo delali. Glejte, dajte razumeti dogodek je bil in dajmo se razumeti, da se ne razvajate več politično. In če je nekdo organiziral neko zadevo, naj ne bo to, da delamo razvoj. Tu se pravi, ne vem, župan smrdi, ne sme v tej občini delati nič, ker je vedno problem. Vedno, ko je kakoli robil župan, je vedno bil problem. Toliko inšpekcijskih služb, ko smo imeli sredo, četrtek, petek, in v Ormožu ni bilo 5 let. Koliko je bilo to prijav? Pa se ne smemo gibati. Pa smo kdajkoli slabega delali proti občini Ormož. Se jaz zdaj kajkoli slabega delal, se jaz komu kajkoli slabega naredil. Potem pa dobim rezultat tega, da me za vsaki cent vlečete. Pa ne želim se na taki način gledati pogovarjati, ker to ni človeško več. Pa ne bi vas nikoli blamiral, ne bi vam nikoli nič delal, če bi vaša skupina karkoli delala. Pa hvala Bogu, da imate. Hvala Bogu, da se odresujete. Pa ne se dogaja v Ormožu, kaj se želi, vedno smo vse spodbujali. Tudi pogovori, družbena omrežja, da je rokomet moral biti v Ljutomeru. Glejte, znalo se že od januarja meseca. Jaz sem kome teden ali pa 14 dni pred kongresom so mi povedali, da se 2 igralca poslavljata. Da smo poslali podžupana na tisto prireditev, se pravi rokometni klub, kaj je imel zadnjo tekmo, pa poslovilne igralcev. Glejte, če je komu težko, je meni težko, pa vedno kot župan sem pomagal rokometnemu klubu, pa čisto vsem. Pa naj se odvija, kaj se odvija, vedno sem vsakemu šel na roko. Ampak ko pa ima nekaj župan, pa njegova stranka, pa ne želim nikoli prioritet, pa ne vem kaj delati, stranka, vedno želim vse presluhniti, nema veze od političnih opcij, nema veze od razmišljanj, ali imamo takšne ali druge, želim delovati kot župan vseh občank in občanov. Ampak ko pa imam nekaj, pa moram žal povedati to, da se pa me napade do konca, pa vse tiste, bi rekel, ki so v tej politični opciji. Ja pa ne smrdimo mi tudi delamo za Ormož in si tudi zaslužimo, da smo pod enakimi pogoji tudi obravnavani. Žal moram to povedati, ker ste me izvali. Pa s tem končujem, imamo še točko razno. Bo točko razno. Dejansko, jaz bi samo povedal zadnje reči. Nisem vas prijavil, nisem govoril o rokometu, govoril samo o transparentnosti, nekaj popolnoma normalnega, pa prosim bi vas, da se zadnjič takim tonom govorili na občinski seji, ker sem govoril jaz normalno, nisem napadal vprašanje, sem postavil često vas vprašanja 3-krat. Da je to vaš problem, zato prosim, da neki način komunikacije držimo. Hvala lepa. Ja, hvala lepa. Po točko razno pa še bo Milena eno zadevo predstavila. Hvala za besedo.
V okviru projekta digitalizacija Ormoškega gradu prva faza se izvajajo določene aktivnosti v samem gradu, pripravljajo se namreč digitalne vsebine, ki so povezane tudi med drugim z snemanjem dokumentarnih filmov. In trenutno tudi danes so že potekale vaje na samem dvorišču, namreč na podlagi avtentičnega zgodovinskega izpisa oziroma gradiva se pripravlja dejansko en filmski dokumentarec, in sicer iz srednjega veka, snemanje čarovniškega procesa zgodovinskega o Doroteji Beda. Sodelujejo naša kulturna društva z svojimi igralci, tako društvo iz Dobrave, kot tudi društvo iz Velike Nedelje. Dejansko so igralci, ki igrajo te like. In zdaj samo snemanje na grajskem dvorišču oziroma priprava scen iz tistega obdobja se prične 5.6. In sicer, vekolikor bi vas zanimalo, kako bo vse to skupaj potekalo, vas vabimo torej 5.6., ko bo torej ta scena že postavljena, od 17. ure naprej. Potem pa bo 3 dni potekalo snemanje na grajskem dvorišču, pa tudi v grajskem parku, in bo možno torej za pač vabljene oziroma po seznamu, pač tisti, ki boste želeli kot svetniki, pač videti, kako dejansko to poteka, pa bo možen ogled od 10.30 pa do 16. ure. Bi pa vas prosila vseeno zaradi tega, ker bo pač to, bom rekla, omejeno gibanje oziroma zaradi teh snemanj in tega, da mi na elektronsko pošto pošljete, kdaj bi se udeležili. Tukaj je pač produkcijska hiša oziroma producenti, ki so snemali že razne uspešne filme, dokumentarce, tako da glede na to, da smo povezali v samo zgodbo oziroma snemanje tudi lokalna društva in pač pripadnike, menimo, da bo to ena zadeva, ki še, bom rekla, v Ormožu v tej obliki ni bila pač sprovedena. Zato vas vse vabim, da smo del tega dogajanja, se pravi, da si bomo ogledali samo sceno, ki bo, sodelujejo tudi akterji iz Pokrajinskega muzeja, zgodovinskega društva, v glavnem vse inštitucije, tako da mislim, da bo to zelo dobra zgodba, ki temelji na resničnih dogodkih. Tako da, koliko nam je znano v Sloveniji dokumentarnega zgodovinskega filma, glede tega še ni, tako da mislimo, da bo to vseeno ena pridobitev, pa da bomo dejansko pač del tega dogajanja, da tudi podpremo malo naše igralce, ste lepo vabljeni. Evo, hvala. Tako da, kdo se želi pridružiti, lepo vabljeni. Pravi 5. pa 6. S tem zaključujem sejo. Hvala lepo za udeležbo in za razpravo.